Spoštovane in spoštovani, sem Mihajl Toš, nahajamo se v tednu Šoa, spominjamo se 2022 in tokrat smo pri predavanju z naslovom Odilo Globočnik, slovenska pošast oziroma Odilo Globočnik, pošast slovenskih korenin, da sem bolj natančen. Kdo je Odilo Globočnik? Odilo Globočnik je eden izmed najbolj pomembnih nacistov, pomembnih v narekovajih, v kontekstu iztrebljanja, se pravi genocidov, konkretno holokausta. Odilo Globočnik je človek delno slovenskih korenin in sicer iz Tržiča na Gorenjskem. Gre za človeka, ki je bil v tem uničevalnem sistemu zelo ambiciozen in je pred svojo vlogo tega glavnega genocidnika zasedal tudi mesto Gauleiterja, kjer pa so ga morali zaradi njegove neobrzdljive narave odstraniti. In potem je prišel v okolje, ki je temu njegovemu uničevalnemu duhu očitno ustrezalo, in najbolje, da si pogledamo insert iz filma Wannsee-Konferenz, letnik 1984, kjer o Odilu Globočniku povedo tole. Zuständig ist vielmehr ein höherer SS- und Polizeiführer, der zwar nicht dem Gouverneur, auch nicht mir, sondern dem Reichsführer SS direkt unterstellt ist. Obergruppenführer Globocznik wird im Lubliner Raum gesehen. Sie haben richtig gesehen. Es sind größere Baumaßnahmen im Gange, zu denen uns der Zutritt verwehrt wird. Möglich? Se pravi, vidimo, da je Odilo Globočnik tisto ime, ki je neposredno povezano s temi milijoni žrtev. Če povemo poenostavljeno, lahko rečemo, da je Odilo Globočnik tisti, ki je naumil to množično ubijanje s plinskimi celicami. Vse so ugotovili, da je prvič pobijanje z metki predrago, drugič, nekateri storilci so imeli moralne in tudi drugačne zadržke in cel proces pobijanja ni mogel iti tako hitro, kakor je potem šel s tem uplinjanjem. Odilo Globočnik je bil zelo brutalen človek, ki je v svoji izprijenosti segal celo tako daleč, da je teraso svoje ukradene vile na Poljskem imel tlakovano tudi z nagrobniki z judovskih grobov. Se pravi, bil je človek, ki je zasedal vlogo popolnega poniževanja tistih skupin ljudi, ki jih je pobijal. Ko so se procesi holokausta v uničevalnih taboriščih končali, se je Odilo Globočnik tudi v tistem zadnjem delu svojega službovanja v nacističnih krogih prestavil v Rižarno v Trstu, kjer je bil vodja tega taborišča in kjer so med ostalim masovno pobijali tudi zavedne Slovence. In sicer ne na neke take, imenujmo jih takole, poudarim posebej, ne da so, ampak jih imenujmo. Bili so v kontekstu holokausta bolj mili koraki in bolj mili procesi za ubijanje in brutalni, kot denimo Jasenovac in Rižarna. Se pravi, od zaplinjanja v plinskih celicah do pobijanja z kiji in tako imenovanimi srbosjeki, ki so bili noži, ki so se nahajali vpeti kar na rokavico, da je eksekutor dejansko samo premikal roko in rezal vratove. Se pravi, Odilo Globočnik je deloval tako na Poljskem, kot potem tukaj v Trstu, v Italiji. In zelo pomembno v tem povojnem času, po nacističnem času pa je, da je Odilo Globočnik izmed te skupine brutalnih nacistov edini, ki ima svoj grob oziroma vsaj kenotaf na grobnici. In jaz večkrat poudarjam, da je to iz etično in moralnega stališča skrajno sporno, kajti nekdo, ki je tisti glavni sinonim za procese, ki so se dogajali, ima lično urejeno grobnico v idilični vasici, medtem ko za imena milijonov žrtev sploh ne vemo, kdo so bili. In sedaj si bomo ta grob pogledali in potem preidemo k zaključni besedi.
Se pravi, sedaj vemo, da je tudi z nami nekako grozota tega obdobja, grozota holokausta povezana. Ne moremo si zatiskati oči, se pa lahko glede na dejstvo, ki smo ga videli sedaj pri koncu, v kontekstu grobnice vprašamo, ali je ta izprijenost povezana z Globočnikom ostala v tej obliki tega kenotafa, grobnice nagrobnika, ali je to še en dodatni signal, kako zelo mnogo je treba polagati v izobraževanje in osveščanje in kakšno realno distanco do teh početij človeštvo dejansko mora zavzeti. Jaz sedaj tukaj seveda ne pozivam, da bi se zgodilo nekaj v stilu tega, da bi se nekoga preverjalo, ali je zakopan tam, da bi se lomilo na grobne plošče kenotafe. Jaz samo polagam na dušo, da se moramo s temi procesi mnogo bolj poglobljeno ukvarjati in jih ne smemo dojemati kot nekaj tam zgodovinskega. To bom kolikorkrat se bo dalo poudaril. Problem holokausta je, da se ga obravnava kot zgodovinsko temo in tudi zgodovinsko področje. To seveda ne pomeni zdaj, da se naj zgodovinarji s tem ne ukvarjajo, seveda se morajo, ampak sam sistem holokausta je bil dejansko večplasten. Od ekonomije do nenazadnje itak evgenike, do čisto konkretne logistike. Se pravi, holokausta ne moremo razumeti, dokler bomo samo razglabljali in obnavljali število žrtev, na ta način obnavljali travme, ampak se moramo dotikati vzrokov. In še enkrat poudarim, in ena izmed teh napačnih vedenskih figur in miselnih figur človeštva je zamahanje z roko, tako kot denimo pri tem kenotafu, pri tej grobnici. Pust, to je bilo tam daleč nazaj, se nas ne tiče in tako naprej. Ni res. Mi se moramo vsakega procesa dehumanizacije zavedati in predvsem se od le tega moramo distancirati. Sedaj, da ne govorim preveč, ker smisel vsega je tudi, da se bistvo da povedati v zmerni dolžini, povem tole. Slovenci se moramo soočiti s tem imenom Odilo, Lotarjev Globočnik, se moramo izobraziti, kdo je to bil, se moramo tudi od tega distancirati in predvsem katarzirati. Katarzo pa dosežemo takrat, ko nas nekaj, kar je tako brutalno zaznamovalo človeško zgodovino, zanima in ko do tega, kar je bilo nesprejemljivo, zavzamemo aktivno distanco. Ne distanco na način, me ne zanima, jaz se bom držal tukaj stran, ampak distanco, da debatiramo, analiziramo, razglabljamo, kako je možno, da nekdo pride na idejo, da bi cel narod pobil v plinskih celicah, ga sežgal, ga za nadaljne rodove izbrisal iz zgodovine, da tisti, ki bi prišli kasneje, morda sploh ne bi slišali, da so določeni narodi kdajkoli obstajali. In kako je možno, da ljudje s tovrstno izprijeno pametjo na svojo stran dobijo skupine ljudi, ki jim pri tem pomagajo. In ponovim za konec, Odilo Globočnik je pošast slovenskih korenin.